Torej, kot je že Agata rekla, velika in lepa knjiga z naslovom Studia et labore, arte et humanitate je jubilejni zbornik, ki je nastal kot ene vrste skupni projekt Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Stileta ZRC SAZU in oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in ki ga to knjigo poklanjamo naši nekdani upokojeni sodelavki Marjeti Ciglenečki ob njenem 70. jubileju. Torej, lansko pomlad je dopolnila 70 let. Morda par besed o naši jubilantki, da bomo sploh vedeli, zakaj imamo ta zbornik na mizi. Marjeta Ciglenečki je vse od nekako druge polovice 70. let ena od vodilnih slovenskih umetnostnih zgodovinark, posebej prisotna predvsem na območju severovzhodne Slovenije. Bila je dolgoletna kustosinja Pokrajinskega muzeja Ptuj, oziroma zdaj se mu reče Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, nekaj let tudi direktorica muzeja, potem je bila vrsto let profesorica najprej na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in potem, ko je prišlo do razdelitve na Filozofski fakulteti, in s to ustanovo je povezan tudi mogoče njen največji dosežek, bi lahko rekli kar življenjski projekt, to je ustanovitev oddelka za umetnostno zgodovino in vzpostavitev študija umetnostne zgodovine, torej oddelek je bil ustanovljen leta 2008, 2009 je potem študij stekel in Marjeta Ciglenečki je bila tudi prva predstojnica oddelka. Hkrati pa, kot je bilo že omenjeno, je Marjeta Ciglenečki povezana tudi z našim inštitutom, torej vrsto let je delovala kot raziskovalka na našem inštitutu in še sedaj je članica naše programske skupine Umetnost na slovenskem na stičišču kultur. In morda tisti, ki bolj redno obiskujete tiskovne konference založbe ZRC, se jo zagotovo spomnite, do nedavnega je bila zelo aktivna urednica knjižne zbirke Umetnine v žepu, in tako vsakega projekta, ki se ga loti temeljito, in tako smo se tudi mi temeljito lotili zbornika ob njenem jubileju, ki smo ji ga konec lanskega leta na slavnostni akademiji na Filozofski fakulteti v Mariboru tudi podelili in moram povedati, da je bila zelo navdušena. Sam zbornik je razdeljen na 3 dele. Prvi del nosi naslov Memorije in ta del prinaša najprej 3 spomine iz različnih obdobij življenja jubilantke z ljudmi, ki so pač na različne načine z njo sodelovali. Sam sklop pa zaključuje mogoče en malo svojstven pa zelo zanimiv prispevek, in sicer naš kolega Andrej Furlan se je odločil, da namesto nekega pisnega spomina to naredi tako, kot sam najrajši počne, torej preko fotografije. Pripravil je eno vrste fotoreportažo objektov, krajev, ki so z jubilantko povezani, in to v tehniki, ki njemu posebej ljuba, to je s kamero obskuro. Tako da je pač en tak zelo zanimiv in na prvi pogled morda nenavaden prispevek nastal. Potem sledi osrednji sklop, ki nosi naslov Dissertationes, prinaša 22 prispevkov, ki nekako pokrivajo različne umetnostno-zgodovinske teme z zelo širokim razponom, kajti tudi razpon tem, s katerimi se je naša jubilantka ukvarjala in se še ukvarja, je zelo širok. In to so prispevki od antike preko srednjega veka, potem kar nekaj je baroka, 19. stoletja in seveda 20. stoletja, ki je tudi naši jubilantki posebej blizu, in tudi po zvrsteh je ta nabor zelo širok. Imamo od arhitekture, urbanizma, seveda kiparstva, slikarstva, umetne obrti. Tukaj na naslovnici vidite tapiserije, to je po njeni lastni izjavi njen najljubši objekt v Ptujskem muzeju, ki ga je vsako jutro šla pogledat, torej slika na naslovnici ni kar tako naključno izbrana. Pa potem do prispevkov z področja muzeologije, z področja spomeniškega varstva, kajti kot upokojenka se je tudi na tem področju malo bolj angažirala in z raznimi razpisi. Tako da je nastal kar en tak mozaik najrazličnejših tem, torej večina prispevkov so delo slovenskih avtorjev, 2 avtorja sta pa avstrijska kolega, ki sta tudi z doktorico Ciglenečki posebej sodelovala. In potem je še zadnji sklop, ki je tudi nekako sestavni del jubilejnih zbornikov in smo ga naslovili Scripta Manent, ki prinaša obsežno bibliografijo jubilantke. To bibliografijo je pa sestavila doktorica Vlasta Stavbar iz Univerzitetne knjižnice Maribor.
Nimam seveda časa in tudi nekako mislim, da ni smiselno, da bi tukaj vseh 22 prispevkov podrobno predstavljal in razlagal vsebine, mislim pa, da je prav, da preberem vse avtorje, torej iz vseh 3 delov knjige in to kar v abecednem vrstnem redu, da se ne bo kdo čutil kakorkoli prikrajšanega. Valentina Bevc-Varelj, Barbara Črepnjak, Andrej Furlan, Janez Höfler, Jana Intihar-Ferjan, Breda Kolar-Sluga, Renata Komič-Maren, Suzane König-Lein, Mateja Kos-Zabel, Simona Kostanšek-Brglez, Tina Košak, Ana Lavrič, moja malenkost, Edgar Lajn, Katarina Mohar, Mija Oter-Gorenčič, Andrej Preložnik, Primož Premzelj, Andreja Rakovec, Oto Rimele, Boštjan Roškar, Igor Sapač, Helena Seražin, Vlasta Stavbar, Katarina Šmit, Tatjana Štefanič, Polona Vidmar, ki je tudi sourednica te publikacije, in Barbara Vodopivec, tako da kar en širok nabor avtorjev. Samo publikacijo je oblikoval Andrej Furlan, zahvaljujemo se pa seveda tako lektorjem, prevajalcem, seveda založbi ZRC, da je bila pripravljena prevzeti to zadevo, Arisu za sofinanciranje in verjetno sem še koga spustil, pa ne gre to kar generalna zahvala vsem. Kaj naj za konec rečem? Sama knjiga obsega 700 strani in ima veliko fizično težo. To je ena tistih knjig, za katero bi lahko rekli, da bi že rabila opozorilo, da je hladno orožje. Upam pa, da ima tudi veliko znanstveno težo in sem vesel, da smo se s temi prispevki naši kolegici, ki jo zelo cenimo, tudi poklonili. Hvala lepa in vabljeni k branju seveda.